Sedaj pa po zdravljenemu nagovoru vabim našo današnjo gostiteljico, direktorico Term Snovik, gospa Petra Zlatoper. Hvala lepa, lep pozdrav in še enkrat dobrodošli vsi, dragi gostje, gospod minister Počivalšek, gospod župan in vsi drugi, ki vas je moja kolegica že naštela. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in prišli, počastili naš dogodek z vašim obiskom. Današnji dogodek ni namenjen temu, da bi razmišljali o tem, kako smo začeli, kako je bilo včasih, ampak predvsem temu, da se ozremo naprej, da slišimo tudi vas, ki ste nam že pomagali in ki nam verjetno še tudi boste, kako sprejeti vaše mnenje, kako naprej, kaj je mogoče tisto, kar nam lahko še vi ponudite, date, tudi kot strokovna javnost in tudi kot obiskovalci, saj mnogi med vami prihajate vedno k nam na obisk. Druga moja naloga je danes, da vas nekako obdržim v sedanjosti, kajti termalna voda, kot smo že slišali, je naše največje bogatstvo in ta produkt, ki ga razvijamo že toliko let, ob tem produktu razvijamo zadnjih nekaj let tudi nov produkt, to je knajpanje. Knajpanje je ena taka filozofija zdravega načina življenja, ki zelo sovpada z filozofijo Term Snovik. Zakaj? Zato, ker smo že od začetka v Termah Snovik snovali ponudbo na tem, da se mora človek sam aktivirati za svoje zdravje, da moraš biti aktiven, da moraš zdravo jesti, da se moraš rekreirati in vse to že ukomponirali v svojo ponudbo. Z knajpanjem, z dodatnim izobraževanjem, različnimi delavnicami pa smo potem še to nadgradili in vse nekako zapakirali v knajp ponudbo, ki se je zelo lepo prijela. Kaj pravzaprav pa je ta knajp? Nekateri ste že bili na naših predstavitvah, ma kljub temu bom na kratko ponovila. Knajpova filozofija zdravega načina življenja je sestavljena iz 5 elementov in vseh teh 5 elementov mora biti lepo povezanih, da dobimo potem celoto, se pravi, da dolgo, da lepo, dobro in tudi zdravo dolgo živimo. To je v bistvu cilj nas vseh. Skratka, prvi element je voda. Voda z različnimi polivi, kopeli in ker pri nas imamo termalno vodo, je ta še toliko bolj učinkovita, tako tovrstna terapija kot različno kot plavanje samostojno ali pa v skupinah v termalnem bazenu. Se pravi, voda kot prvi element, gibanje. Gibanje danes veste, da je pomembno. Kaj je Knajp povedal? Knajp je rekel, da mora biti gibanje tako, ki ti najbolj ustreza, se pravi, govoril je o pohodništvu, o kolesarjenju, o vsem tem, kar mi že imamo, tudi o plavanju in da se moraš pri tem tudi malo zabavati. Se pravi, ne se preveč naprezati, ravno prav in ob tem občutiti še nekaj zabave. Tretji element so zelišča. Uporabljal je 62 vrst različnih zelišč, iz katerih je delal različne tinkture, čaje, namaze in z njimi seveda tudi zdravil. In tudi mi imamo zeliščni vrt, iz katerega delamo različne zelišča oziroma različne zeliščne namaze, uporabljamo za čaje in podobno. Četrti element je prehrana. Po knajpu je treba jesti lokalno hrano, sezonsko, večkrat na dan, zlagoma in predvsem, kar pripraviš, kar skuhaš, skuhan z ljubeznijo. Če hrana ni skuhana z ljubeznijo, potem tudi težko poješ in ti ne paše tako v želodcu. Pojest, kar je skuhano, je pa tudi za nas danes verjetno velik izziv, zato ker nas veliko je kar pred računalnikom, pa ob telefonu, pa pred televizijo in to se gotovo ni tisto, kar si bi Knajp recimo želel za naše zdravje. Peti element je pa zdrav način življenja, kar pomeni, da smo uravnoteženi. Zakaj? Zato, ker noben izmed teh elementov, ki sem naštela, ne pomaga, če nisi ti uravnotežena, da imaš v glavi vse
pošlihtano, kot se reče, da si stabilen in tako lažje prenašaš različne viharje in vetrove, ki ti jih prinaša življenje. To je mogoče z meditacijo, z jogo, z različnimi oblikami sproščanja in ta element je nekako tudi nama postal, bi rekla, skoraj najljubši ob vodi, seveda, ker smo videli, da so tu učinki tudi na zaposlene v bistvu zelo veliki. In ko vse to povežeš, si recimo aktiven in lahko pričakuješ lepo in dolgo življenje. Tako po knajpu. Seveda pa je na nas, da sami uporabimo to, kar nam nekako najbolj ustreza. Za današnji dan se mi meditacije ne moramo privoščiti, ampak kljub temu sem pripravila eno vajo, je čisto enostavna, lahko jo uporabite vsak dan v službi, usedite se samo lepo, noge ne prekrižate, date samo lepo v naročje in čisto počasi zaprete oči. Naredili bomo samo trikrat bomo globoko, kar počakajte še malo, da vam razložim, trikrat bomo globoko vdihnili in si predstavljate, da vdihnete belo svetlobo, ki prinaša radost, veselje, pozitivnost, modrost in tako lepo vdihnete. Potem, ko zadržite dih, se začutite, kako vam ta bela svetloba gre po telesu in potem globoko izdihnete pa sivo svetlobo, jezo, strah, negativnost in se s tem sprostite. Tako da zdaj bomo kar lepo začeli. Vdihnemo, lepo počasi, globokost, radost, srečo, pozitivnost, zadržimo in izdahnemo jezo, žalost, negativnost. In ponovno vdihnemo srečo, veselje, radost, zadržimo in izdihnemo žalost, jezo, negativnost. In še tretjič vdihnemo veselje, radost, modrost, pozitivnost, zadržimo malo in izdihnemo jezo, žalost, skrbi, vse, kar nas pač tišči. Hvala lepa, ni bilo težko, ne? To je mogoče ena taka vaja za začetek dneva ali pa tudi vmes v službi, ko vas kdo razjezi. To traja par minut in ste čisto stabilni. Vse, kar se med dnevom nakopičimo, jeza, strah, se nam kopiči tu na ramenih, zato je ta sprostitev zelo pomembna. Še ta zadnja vaja, ki je pa zelo prijetna, pa tudi ni tako naporna, vas bom pa prosila, da boste zaprli oči in se zahvalili za tisto stvar, ki vam prva pride na misel. Upam, da ste vsi hitro najdli eno zahvalo. Zakaj je hvaležnost tako pomembna? Biti zahvalni, to malo pozabljamo, veliko raje govorimo o negativnih stvareh in se ne zahvalimo za lepe stvari, ki se nam dogajajo v življenju. Zagotovo je vsak dan vreden neke zahvale. In če začnemo jutro za zahvalo, pomeni, da je bilo nekaj dobrega že narejeno. Aha, se zahvalim za lep dan, da sem lepo spala, da imam lepe otroke, vnuke. Se pravi, da je nekaj pozitivno že prišlo v telo in potem lahko lepo nadaljuješ dan. Če pa začneš z skrbmi, pa kaj moram še vse narediti, potem je to veliko težje. Evo, to smo se naučili tudi po knajpu v teh 2 letih. Nekateri uporabljamo več, nekateri manj. Jaz vam želim, da to čim večkrat, tudi vi, da pridete k nam, poizkusite tudi katero izmed terapij. Evo, za zaključek se vam še enkrat lepo zahvalim, da ste prišli, to nam veliko pomeni. In evo, imejte se lepo danes in seveda še v kakšni drugi priložnosti tu v Termah Snovik. Hvala lepa.